Saj ne vem, a bi kaj posnel ali ne bi. Včerajšnji Faktor je bil ena velika farsa, poučna farsa, bom rekel, zato, ker ste dobili dokaz, kakšne ženske se potikajo po feminizmu, torej spoštljivo rečem ženske, ampak tisto včeraj, ne vem, no, ni bila zdaj glih paradni primerek ženske, ampak je bila bolj, jaz sem jo videl v eni akutni fazi, zdaj ali je bila naspidirana s kakimi poživili, če je bila v maniji, pomeni, da ni vzela tistih, ko so že stabilizatorjev razpoloženja, zdaj, če je bila pa na kokainu, pa še toliko slabš, ne, to je neka draga droga. Glejte, videli ste, pejte si pogledati ta Faktor za nazaj, na YouTubeu ga dobite, kakšne ženske obvladujejo slovenske podsisteme. Na vodilnih položajih so takle ženske. Zdaj si pa zamislite, kam gre ta naša družba, ko se take ženske infiltrirajo v te družbene podsisteme. Ne gre za to, da takole čebljajo ali pa rezgetajo, kako sem že rekel, kot kura brez glave. Sam kura, če nima glave, zdaj mi vidimo ono kuro tecatem, ne, kot pa z glavo pa niti ne vemo, pri spodobi se reče, ne. V bistvu včerajšnjega rezgetanja njenega, Katarina, včasih je bila Stojanovič, menda še prej natlačen, torej ne prej, pol, vem, da je bil en N vmes, zdaj pa Keček, ne, se pravi, na 4 otroke ima, pa to ne z enim istim moškim, ne. Že tukaj so neki problemi, ker normalna ženska ima enega oplojevalca, ne pa malo morje, ne. Skrajno ambiciozna in pol se prerine v te sfere odločanja, ker tudi to ni najhujši primerek, ki sem ga bil jaz deležen strani feministk. Pejte vi na Filofax pogledati tam predavateljice ali pa glavne ideologinje, militantne ideologinje feminizma, tam po kakšnih mirovnih inštitutih. Pejte preveri, kaj se tam potika, ne. To so ranjene duše. Jaz nisem vedel, ali bi rešilca klical, ali kop naredil, ne. Saj sem se 1 uro režil na poti domov, pretinač me kliče, a si v redu? Mislim, jaz sem že v redu, ne, ker imam izkušnje z teh maničnih stanj, nekih mojih strank, pacientk, kako naj rečem, ki jih mirim, pa jim razlagam, da so v maniji, da morajo biti previdne. V teh stanjih se nebuloze trosijo po družbi, ne. Ta pa brez zavor, torej brez moralnih zavor. In glavni problem je, da ženske, to, kar jaz očitam feminizmu, oziroma ideji, da bi ženske prepravile družbene podsisteme, glavni problem je njihovo moralno razsojanje. To sem v enih Zoom konferencah nekajkrat povedal, da je nivo, višina moralnega razsojanja pri ženskah vprašljiva. Ženske ne dosežejo najvišje stopnje moralnega razsojanja, temu se reče postkonvencionalno moralno razsojanje, ko delajo navago prav, pa spoštovanje zakonov. Moralno prav ni nujno poklopljeno s spoštovanjem zakonov. Pravi moški je pripravljen kršiti neke uradne zakone in narediti nekaj, kar je moralno prav, ker čuti, kaj je moralno prav. Ženske pa tega ne čutijo, zato ni fajn, da so infiltrirane kot vodilne v nekih stolčkih, ker poteze, ki jih vlečejo, zaradi deficita v strukturi nadjaza ne morejo potegniti pravih potez. Poteze so napačne, ne. To je moj point in zaradi tega jaz ne smem v eter, ne. Kaj je ona na koncu naredila, tale Katarina? Kažela je tem e-mail, češ, dejte pritisniti na TV3, kjer je Faktor, da jaz ne bom več komentator, ne, ker zdaj jaz sem zelo nadležni opinion maker, ne. Družba me potihem ceni, ali pa tudi na glas, vse več je mojih pripadnikov, največji moj problem je, da imam srce na levi, pišem konzervativno z desno, glavo imam pa na sred, ne. Bom rekel, obe glavi, ne. Se pravi, sem heteroseksualen, sem mačističen seksist,
Nisem šovinist, ampak sem seksist, kar pomeni, da delam razlike med spoloma. To je plemenita stvar in imam jajca, da to delam, pa so mi uničevali vse, kar je možno. Še na moje otroke so se spravljali. Neke družbene podpore nimam. Zdaj moji, se pravi, jaz sem bil član LDS-a, tudi član Zveze komunistov Jugoslavije, leta 82 v Postojni sem bil sprejet, ker sem bil bister, pa so me tam predlagali in jaz sem mislil pač, da dolgo kaj nagradnega ali pa to, ne vem, takrat nisem kaj preveč razmišljal, ampak jaz sem bral Marksa pa Freuda in so rekli, lega, ta pa ve, član Zveze komunistov Jugoslavije in potem sem leta 88 izstopil, citiral sem pa Freuda, ki je rekel, socializem ne more laufati. Ko je bila bolševiška oktobrska revolucija, je to Freud povedal in jaz sem šel Božo Tomaro, to dol komiteja, kam si je rekel, sem vrgel knjižico, sem rekel, socializem ne laufa. Pa sem se skliceval na Freuda. Nisem bil pa član zaresa, tako mi je očitala. Zdaj kupico nekih laži je govorila, jaz sem bil v 8. katu, ampak tema je bilo pravi moški, samski po 40. letu. In tam sem rekel, da je nujno, da se začnejo zbliževati s temi ženskami, če so imeli harmonijo z mamo, morajo biti zapleteni z nekimi ženskami, z eno. Da se ustvarijo družino, te neki mamoni, tam so bili v studiu gosti, jaz sem bil pa kot Dr. Phil na tribuni, to se da na YouTubeu videti. In mene so spraševali o samskih moških in ni res, da jaz zagovarjam kakršnokoli, neko varanje po 40. letu, Moja teza je, da je fuk brez muk utopija, kakor boste vi varali, si dali heroin po 40. letu v žilo, kar pomeni, so kako seks bombo, da se dol date, pol ste gotovi, pol ne morate nazaj na staro babo, ki imate rad, ko mrzo fižol, ne morate več iti gor, ker vam bo tale hidravlika crkvala, To je moja teza. Ta Katarina Keček, moralno izprijena, je lagala o meni vse živo, tudi rdečo zvezdo, popolnoma napačno, kakva menstruacija. Rdeča zvezda je simbol prekrvavljene, pohotne vagine, ki jo ima partizan v glavi, kot če pa drugega med. Kot žensko, če je normalno. To tezo je šla, pač moja teza o zvezdi, ki sem jo 2015 dal v eter. Skratka, ideja vseh teh feministk je, da jaz svojo medijsko dejavnostjo utihnem, da nihče ne kupuje mojih knjig, da se ne smem nikjer pojavljati, in zato je ona tam razgetala pa pozivala. Ampak največji problem ni to, kaj je ona tam govorila, ker veste, da je zblojena. Problem je to, da ima podpornike. Kljub temu, da imam tam jaz neko kupico normalnih, treznih ljudi, ki so rekli, pa to ne vodi nikamor. To je bil poučni faktor, ki se ga je težko gledali, ampak je bil zelo poučen in je poučen za vekomaj, da boste videli, kaj je to feminizem. Take babe so v feminizmu. Ampak so stvari, ki so se tam eklatantno pokazale. Torej, njena ideja, ko je kazala tiste e-maile, je, da se v medijih jaz ne pojavljam več in pri tem jo podpirajo. Na njenem zidu, če boste šli gledati, jaz sem šel malo preveriti, ima pristaše in ji ploskajo. Odlična si bila. Kljub temu, da je izpadla moralno pokvarjeno, brez bontona. Mislim, drugega kot tam nek skesani kup nesreče, mislim, na koncu sem se sam še smel, jaz sem čakal, da bo Joške pokazala. Pa je prehit koncu daje bilo, ker jaz bi navijal, ne upaš, pa bi pa pokazala, To bi bila patologija, ampak to prekratka oddaja je bila, Pristaši njeni, to so a priorni anarhisti, levičari. Pa še rekel moj levičar. Zdaj, če trezen levičar gre gledati ta faktor, ne more biti na njeni strani. Ker to, kar si je upala, to, kar je delala, pa to delajo, rekel, norci na zaprtem oddelku v fazi akutne manije. Diagnoza pa bipolarna motnja. Skratka, zdaj, če hočete meni dober, ne sam me klikati, pa lajkati, pa ne vem kaj. Treba je doseči, pa ne, da si jaz to želim. Da bo moj diskurs antifeministični,
Pa še kakšen, ne, ker jaz znam še marsikaj drugega povedati. Jutri, na primer, grem na Smučarsko zvezo Slovenije v Portorož predavati licenčnim, torej seminar trenerjem, licenčni seminar, kjer bom razložil psihično ozadje, psihoanalitično ozadje psihičnega funkcioniranja športnikov, ne. To so neke resne stvari. Zadevo sem že posnel, jo bom dal tudi na internet. In teh tem jaz lahko predavam malo morje, ampak nikamor ne smem. Nikamor ne smem. To je malo problematično, ker če bi imel dostop do medijev, bi se moje teorije razširili po družbi in tega jih je strah. Tega jih je najbolj strah. Loki pravi, da moram nehati. Se vidimo.